Pozdravljeni, danes je 7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja. V današnjem evangeljskem odlomku slišimo, kako nam evangelist Janez pripoveduje o Jezusovi molitvi. Jezus je takole molil: Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno, kakor midva. Jezus tukaj moli za svoje učence, za tiste učence, ki jih je imel takrat, obenem moli pa tudi za nas, ki smo njegovi učenci danes. Jezus prosi Očeta, da bi bili mi vsi eno. Ne enaki, ampak eno. Enotni, povezani. In za primerjavo te enosti postavi svoj odnos z Očetom. Naj bodo eno, kakor sva midva eno. Jezus je Očetov sin, kar pomeni, da je Bogu Očetu obenem podoben, vendar tudi drugačen. Samo zato, ker sta oče in sin med seboj različna, lahko vemo, da sta to dve različni osebi in ne ena in ista oseba. Bog Oče bo vedno ostal Bog Oče, Jezus bo vedno ostal Bog Sin. Kako lahko potem Jezus reče, da sta eno? Tako zelo sta povezana, tako zelo usklajena, tako zelo poslušata drug drugega, tako zelo sta pozorna drug na drugega, da navzven deluje, kot da sta eno. Vse skupaj si lahko predstavljamo s tole vrvico. Sestavljena je iz 3 delov, tukaj imamo eno staro matico, imamo eno vrvico in tukaj je en lesen valček, lesena posoda. Iz 3 delov, ki so povezane v eno. 3 deli, ena igrača. Brez vrvice, ki jo povezuje, sta ta leseni tulec in matica vsak za sebe, z vrvico pa sestavljata eno igračo. K taki povezanosti, k taki bližini Bog vabi tudi nas. Ustvaril nas je po svoji podobi, da bi bili njemu podobni, zato vemo, da smo povabljeni k enake vrste povezanosti. En vidik take povezanosti je recimo odnos med možem in ženo, ki sta podoba ljubezni, ki obstaja v Sveti Trojici. Ljubezen, tista prava ljubezen, je vedno rodovitna. Ljubezen med Bogom Očetom in Bogom Sinom je tako velika, da prekipeva. In prekipeva izven tega odnosa in iz te ljubezni je nastalo vse, kar obstaja. Tudi ljubezen med možem in ženo je običajno prevelika, da bi jo lahko zadržala zase, samo za njiju, tako se rodijo otroci. Jezus pa prosi Očeta, da bi mi vsi tako živeli. Mi vsi, ki smo njegovi učenci, da bi ob tem, da smo si različni, bili razumeli, da smo povabljeni, da bi se sprejemali, da bi se cenili. In to, kar nam bo pomagalo, da se bomo kljub tej različnosti lahko razumeli in ljubili, to je usmiljenje. Usmiljenje je način, na katerega Bog obstaja, na katerega je Bog svet in popoln. To usmiljenje daje Jezus tudi nam in nas vabi, da bi živeli povezani z njim. Naredi nas, da smo povezani, da smo eno z njim in med seboj, kakor Jezus. Očetovi sinovi in hčere, bratje in sestre med seboj. Vse dobro.